V sredo 16. septembra 2015 je v zgodnjih večernih urah v Konjiškem domu kulture potekal zanimiv družabni večer z naslovom Moč resnice. Resnične zgodbe, ki opogumljajo in povezujejo ljudi in razkrivajo nastavljavce pasti. Projekt se odvija v okviru vseslovenskega družbenega programa Neodvisen.si, ki ozavešča o različnih pasteh zasvojenosti. Poslanstvo programa Neodvisen.si je soočanje mladostnikov vseh starostnih pasov in odraslih s pojavi najrazličnejših kemičnih in nekemičnih zasvojenosti in hkrati vabi k sprejemanju zdravih odzivov na zaplete odraščanja in v oblikovanje sicer kompleksne, toda uravnovešene osebnosti. Program odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter usklajenem starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Namen in cilji programa je ozaveščati širšo javnost o različnih pasteh zasvojenosti, pomoči zoper njih in o zdravem življenju. Pozdravljam vas v imenu Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, ki je na pobudo občine Slovenske Konjice organizator današnjega dogodka. Že v dopoldanskem času smo v športni dvorani gostili izvajalce programa Neodvisen.si, ki so se ga udeležili prav vsi učenci in dijaki vseh šol na Konjiškem. Izvajalci so predstavili pasti v vseh vrst zasvojenosti na zanimiv način, ki je prilagojen različnim starostnim skupinam. Večerni dogodek je namenjen nam, staršem in vzgojiteljem, ki se srečujemo s takšnimi in drugačnimi realnostmi, ki v nas zbujajo nemoč, občutke krivde in pogosto tudi nevednost, kako se spoprijeti s pastmi, ki jih nam in našim otrokom življenje nastavlja vsakodnevno. Danes bomo priča dogodku z naslovom Moč resnice. 27. novembra pa bomo imeli priložnost prisluhniti izvedbi interaktivnega dokumentarnega programa Izzivalec ulice, vabljeni torej v našo družbo tudi takrat. Prisluhnimo nocojšnjemu sporočilu, ki so ga za slovensko javnost pripravili izvajalci in podporniki programa Neodvisen.si. Ja, dobro večer vsem skupaj tudi z naše strani. Program Neodvisen.si je tak, kot je. Dopoldan smo imeli že izkušnjo z vašimi otroki v dvorani, jaz mislim, da se jih je vse skupaj naštelo nekaj več kot 1000. Še več. 1500, no krasno, pridni ste tukaj starši v tem okolju in ne povem, pa vidim, da so tudi predstavniki iz občine tukaj, krasno mladino imate, velja se vlagati v to mladino, mogoče zdaj ne asfalt pa javna razsvetljava, nemečko počaka, na mlade je treba zdaj staviti vse džokerje, ki jih imamo, vi starši ste pa lahko ponosni na svoje otroke in aplavz za njih bi prosil. Moč resnice bo jasen, nedvoumen, sporoča bo in postavil na prvo mesto vse nas, vsakega posameznika, sploh pa družino. In zakaj razvijamo program Neodvisen.si? Zato, ker smo se danes znašli v novem svetu. Nov svet ponuja dobro in seveda ponuja tudi nove oblike pasti, ki jim odrasli žal nismo več kos. In naslednji stavki zelo veliko povedo, zakaj je dobro spremljati tovrstne vsebine, kajti danes smo starši zelo dober sogovornik z lastnimi otroki, takrat, ko jih nagovarjamo na cesto. Cesto mi dobro poznamo in to nam gre zlahka, je res. Znamo biti dober sogovornik z lastnimi otroki. In tukaj naredimo nekaj še zelo v redu. Otrok ne zapiramo pred cesto, temveč jih učimo, kako naj jo varno uporabljajo. Krasno. Težava nastane takrat, ko nismo več kos pogovorov z lastnim otrokom, ko je potrebno spregovoriti o zabavi, nasilju, drogah, alkoholu, internetu, internetnemu podzemlju, socialnih omrežjih. To so pa vsebine, ki jim običajno v tem svetu danes odrasli nismo več kos ali pa imamo okrog tega neko drugo ločeno mnenje ali veliko resnici okrog tega in da temu ne bi bilo tako, da bi postali enotni in dober sogovornik z lastnimi otroki, bom lepo pozdravil naslednja gosta, ki bosta jasna s tem namenom, da nas obogatita z novimi spoznanji in odkriti. Naj se mi pridruži Nika Kraml, vodja ambulante za zdravljenje zasvojenosti, ki prihaja iz Nove Gorice. In naj se mi pridruži še gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Dobro večer, tudi vam, gospa Vlasta. Pa se boste razdelila. Prijeten pogovor z Vlasto Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic, in Mihom Kramljem, vodjo ambulante za zdravljenje odvisnosti, je vodja programa Neodvisen.si Bojan Kodelja.
Rdečo nit s svojimi težavami pa je na velikem zaslonu na posnetku držala družina, v kateri so nastopili dramska igralca Bojan Emeršič, Viktorija Bencik Emeršič in Anuša Kodelja, študentka Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Z izvirnim humorjem so sproščali vzdušje ob resni, a zelo pomembni tematiki v družinskem in družbenem življenju. Vsak zase je povedal svoj pogled na določeno težavo, ki se je pojavila v družini, gosta Nussdorferjeva in Kramli pa sta skušala čim bolj verodostojno odgovarjati na vnaprej pripravljena vprašanja, ki jih je postavljal moderator programa. Kaj je moč in kaj resnica, so se spraševali. Resnica je, da živimo vsak v svojem svetu, moč pa, da te svetove združimo, so začeli na večeru. Kodelja je povedal, da je pasti v današnjem prostoru veliko več, kot jih je bilo v času njegove mladosti in prej. Odrasli niso več kos tem pastem, saj se čas prehitro razvija, mladostniki pa živijo z njim. Izpostavljenih je bilo nekaj resnic. Dotaknili so se odnosa moški-ženska, Mars-Venera, odnosov med starši in otroki. V razpravi, ki je trajala skoraj 2 uri, so odgovorili na marsikatero vprašanje, ki si ga zastavljajo novodobni starši, in opozorili na pomembnost odnosov in pogovora. Bojan Kodelja je o projektu razmišljal takole. Svet, v katerem je množica vse in posameznik nič, so iznašli ljudje, ki skušajo druge prilagoditi svojim interesom. Zato ima današnji čas v primerjavi s preteklim nastavljenih bistveno več raznolikih pasti, ki posameznika zahrbtno, skoraj neopazno ujamajo v primež zasvojenosti. Redno spremljanje in odkrivanje zvijač nastavljavcev pasti, sposobnost prepoznavanja resnične od prilagojene informacije ter pokončno zavedanje samega sebe so veščine, ki posameznika trdno in varno ubranijo pred različnimi poskusi manipulacije. Biti neodvisen pomeni znati misliti in se odločati s svojo glavo. Zavestno se ustvarjajmo družbo, kjer bodo mladostniki začutili pomen resničnih vrednot. Prebudimo otrokom talente, bodimo dober zgled, vzgojitelj in učitelj. Samo tako bodo mladi našli smisel v znanju, delu in poštenju.